Rezultate študije, ki govorijo o tem, da se moška vest oglasi prej pri spolnem odnosu z drugo, ženska pa pri čustveni nezvestobi, pojasnjuje izkušena psihologinja. Jaz mislim, da sodi vsak spol po sebi. Moški se mi zdi, da se redkeje čustveno navežejo, njim je malo bližje ta priložnostni seks, ženske se pogosteje navežejo čustveno, ker je običajno tudi to tisto, kar jim manjka v dolgotrajnih zvezah. Za mnenje smo povprašali tudi naključne mimoidoče na mariborskih ulicah. Kaj je huje, če te partner telesno ali čustveno prevara? Verjetno čustveno. To je najbolj pomembno, ne? Telesna privlačnost ni vse, ampak so čustva. Kaj je bolj hudo? Je čustveno. Zakaj? Ja, zato, ker tisto čustvo vedno nosi v sebi, tudi ko je doma, tudi ko je s partnerjem, ampak čustva so še vedno prisotna na drugje, ne? Mislim, da ne bi bilo katastrofalno, če bi eno ali drugo. Ja, problemi so čustveno, ne? Torej, čustveno je huje. Ja. Kje se pa za vas začne varanje pri poljubu ali torej pri čustveni navezanosti navsezadnje tudi, če se nič ne zgodi? Ja, če pa bi še spet se odločil za čustveno. Ste moški bolj tiste nežne duše, torej? Pa izgleda, da smo, da se spreminjamo vse. Naši sogovorniki študije torej niso potrdili. Takšnega ali drugačnega varanja je v medosebnih odnosih veliko. Nekateri nezvestobo opravičujejo z globoko zasidranim živalskim nagonom, ki v želji po uspešnem razmnoževanju narekuje številčne in različne partnerje. Jaz mislim, da je bolj problem v tem, da je monogamna skupnost bila v bistvu, da rečem na nek način izmišljena, takrat, ko je bila življenjska doba 30-35 let. To pomeni od 15. do 30. leta, to je 15 let. In to je tudi nekje povpreček, kako dolgo drži prvi zakon. Ne? To se pravi, da bi glede na podaljšanje življenjske dobe morali vsaj dvakrat začeti. Pa naj bo to uteha tistim, ki so zaradi skoka čez plot izgubili dolgoletno vezo. A tako črn scenarij ni vedno neizogiben. Kaj vi strokovno svetujete pri varanju? Zadržati zase v smislu, kar ne veš, ne boli, ali povedati se, pogovoriti, prizadeti, pa morda celo iti narazen? Iskrenost. Veste kaj, to je pa zdaj stvar varanja, ne? Če je varanje skok čez plot, torej priložnostni seks, potem sem jaz mogoče za ženske nenavadno, ampak pristaš tega, če si imel korajžo, da si varal, potem me korajžo pa živi s tem. Ne da poveš ženski, potem se ne pa ona sekira zato, ker si ti varal. Če gre pa za eno globljo čustveno navezanost, pa jaz mislim, da sploh ni treba povedati, ker se tako ali tako čuti. Takrat partner čuti, da je nekaj narobe, ne? S tem so se strinjali tudi anketiranci. Pa bi lahko odpustili varanje, če bi zanj izvedeli? Ne vem, če bi bila v taki situaciji, ne vem, težko. Ja. Tako enostavno? Ja, življenje je pač tako. Odločiš se, razmisliš, kaj ti daje več, ali pa kje več gubiš. Ali bi lahko razbiti lonec ponovno zlepili, pa ostaja odprto vprašanje.